Lokalne volitve 2022. Dr. Ivan Žagar bo tudi v prihodnjih 4 letih župan občine Slovenska Bistrica. Na nedeljskih lokalnih volitvah je prepričljivo zmagal. Prejel je 69,67% glasov. Ljubo Poles je prejel 22,82% glasov, Matej Španinger 4,81% in Romana Brzin 2,70% glasov volivcev. Dr. Ivan Žagar, ki je že 7. izvoljen za slovenjebistriškega župana, je ob izvolitvi povedal. Najprej bi se zahvalil seveda volivkam in volivcem za zaupanje, zahvalil za glasove. Zdaj se verjamem, da je rezultat nastal na podlagi opravljenega dela v preteklem obdobju, pa ne samo mene, ampak pravzaprav celotne ekipe, koalicije, ki je pri tem sodelovala, pa tudi vseh drugih, ki tu pri nas v naši občini nekako sodelujemo v tem razvoju. No in na nek način je to napotek tudi za delo naprej. Ko se volitve končajo, potem se za mene neresnično končajo, od tu naprej gre seveda za to, da je pač potrebno spet v bistvu aktivno stopiti v to delo. Jaz osebno seveda prisegam tudi na sodelovanje znotraj koalicije, ki me podpira in tudi njim gre seveda zahvala za ta rezultat. Ampak seveda odprti za sodelovanje smo pa pravzaprav z vsemi, ki želijo sodelovati. Gre seveda za to, da na nek način ta skupni nastop v bistvu lahko pelje občino naprej po poti razvoja, po kateri mislim, da smo jo peljali. Se pravi, gre torej za sodelovanje ne samo znotraj politike, ampak tudi znotraj vseh akterjev, ki v tem delu delamo, tudi sodelovanje z gospodarstvom, tudi z civilno družbo in seveda s tem javnim sektorjem, ki ga v bistvu predstavljamo. Rekli ste, da je jutri nov dan, torej kateri bodo tisti prvi koraki, da boste pravzaprav uresničili tisto, za kar se zavzemate? Glejte, zdaj kar se tiče te naše ekipe, gre na nek način za kontinuirano delo. To pomeni, da mi pač naprej peljemo zastavljene projekte, na drugi strani pa seveda, govorim o tej realizaciji zastavljenih projektov, na drugi strani pa seveda tudi vse tiste nove ideje, izzivi, ki so se že odprli, pa verjamem, da se bo prihodnje še marsikateri tudi odprli. Ne nazadnje ves čas neko aktivno okolje je prisotno tu pri nas v Slovenski Bistrici, poraja tudi neke nove izzive, nove ideje in na tem mislimo torej tudi graditi prihodnje. Gre skratka tudi za nadgradnjo tistega, kar smo že do zdaj uspeli postoriti. V novem 31-članskem občinskem svetu bo 9 predstavnikov SLS. Po 7 mandatov sta dobili stranki SDS in Gibanje Svoboda, 4 SD, Nova Slovenija 3 in enega Desus. Volilna udeležba je bila 42,87%. Lokalne volitve 2022. Kult Lojze Avžner Zgornje Ložnice letos praznuje 90-letnico svojega delovanja. Častitljivi jubilej so obeležili minuli petek s prireditvijo v športni dvorani Zgornja Ložnica. Več o jubilejni prireditvi in delovanju društva je povedal predsednik KUD-a Lojze Avžner Peter Mlakar. Mi smo kulturno društvo KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica. Danes praznujemo 90-letnico. Trenutno pri nas živijo 4 sekcije, dramska skupina, folklorna skupina, veseli veterani, ljudski godci in pevci in seveda moška komorna skupina. Ukvarjamo se z ohranjanjem kulture, ljudske kulture v našem kraju in na to smo zelo ponosni. Današnja proslava je posvečena kulturi našega kraja in ljudem, ki so se skozi vso zgodovino ukvarjali s kulturo. Na nek način mi danes beležimo 90 let kulturne dejavnosti na Zgornji Ložnici oziroma današnji Zgornji Ložnici, čeprav vemo, da je kultura bila prisotna tukaj že mnogo prej.
Poznamo zgodovino Vošnjaka, poznamo naše učitelje, generacijo Pouh, glasbeno šolo, ampak takrat to ni bilo v neki organizirani obliki, kot to danes poznamo. Današnji nastopajoči so, ohranjamo našo stalnico, najprej se bo predstavil naš KUT, ker smo močno povezani z šolo, je vedno prisotna tudi šola s programom, v zadnjem obdobju tudi vrtec, ki se nam je pridružil na Zgornji Lužnici in seveda zelo radi povabimo tudi v goste. Danes so to poskočni muzikanti. Kako in koliko časa so potekale priprave na to prireditev? Priprave so potekale, lahko rečem, kar od začetka leta 2022. Nismo še vedeli takrat o datumu volitev, zato smo najprej planirali 19. Potem smo prestavili na 18. Pripravljali smo se v okviru društva, aktiva kmečkih žena in bolj ali manj v domačem okolju. Kakšni so pa vaši cilji v prihodnje, kar se tega društva tiče? Kar se društva tiče, mi se zavedamo, da danes so drugačni časi kot pred 90 leti. Nenazadnje tudi pred 10 leti so bili drugačni časi. Naša želja, naš cilj je, da še vsaj del te ljubiteljske domače slovenske kulture ohranimo za naše bodoče rodove. Kolikor nam bo uspelo, ne vemo, imamo pa veliko željo. Japonska je edinstvena in čudovita združitev narave in ljudi, futurizma in tradicije ter zabave in spokojnosti. S to svojo pestrostjo je raj za vsakega fotografa in popotnike nasploh. Mednarodno nagrajeni popotni fotograf Nejc Draganjec je v ponedeljek v prostorih knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica razkril, zakaj je ravno Japonska še vedno ena izmed njegovih najljubših popotno-fotografskih destinacij. Po njegovih besedah je lahko Japonska v različnih obdobjih zelo drugačna. Recimo to lokacijo, ki bomo tle videli, to lokacijo obiskujejo predvsem turisti. Zato, ker je pač nekako na zahodu ratala znana, medtem ko lokalci niti ne toliko, se bolj izogibajo. In na Japonskem sta dve obdobji v letu, ko praktično ni turistov, vsi se izogibajo k hudički že. In to je spomladi obdobje tako imenovanega zlatega tedna, pa potem jesen je še eno podobno obdobje, ko imajo Japonci kolektivni dopust. Vsi grejo takrat na dopust. Običajno spomlad, vsako leto se malo menja, ampak običajno nekje 27. 28. april, pa nekje do 5. maj, tle vmes se to zgodi par dni. In v tem obdobju se običajno turisti zelo izogibajo Japonske. Tako da, če greš takrat na Japonsko in obiskuješ lokacije, ki so recimo malo bolj turistično znane, jih imaš zase, ni nikjer nobenega. Drug trik je, da greš na Japonskem karkoli početi zelo zgodaj. Ne pozno popoldne, ker spat ne grejo, ampak zgodaj pa ni nikjer nobenega. Recimo, tale fotografija v Tokiu v bližini Akihabare je Asakusa, neko znano regija, par uličic, kjer so zelo pomembni templji budistični. Ta uličica se lahko v 5 minutah spremeni kar dan pa noč. Recimo tle na tej lokaciji so bilo ob tej uri tik pred vzhodom čisto sama, nikjer nobenega, še meniha nobenega. 20 minut kasneje nisi več videl sploh ceste, postavijo se štanti, odpre se vse, res neverjetno, kako hitro živi. Odbojkarice iz Slovenske Bistrice so v 6. krogu v bistriški športni dvorani izgubile tekmo proti Kema Puconci z rezultatom 3-0. Po imenitni seriji 3 zmag in 1 poraza v 4 zaporednih tekmah v gosteh so Bistričanke drugo tekmo v domači dvorani odigrale z velikimi pričakovanji. Nasprotnice iz Puconcev pa tokrat niso dovolile veselja domači zasedbi in so sredi Slovenske Bistrice slavile zmago s 3-0. Začeli smo kar dobro borbeno, sicer v drugem nizu smo malo popustile, ampak se mi zdi, da smo se dobro pobrali pa vztrajali do konca, pa si zaslužili 3 pike. Odbojkarice v temnejši športni opravi so prvi niz dobile po 20 minutah igre. Izenačeno je bilo pri rezultatu 6-6. Nato pa je sledila dominacija gosti, ki so vodile 9-6, 15-9 in 19-9. Ko je na vseh položajih dobesedno blestela Nina Kovač,
ki je tudi zaključila prvi niz za 25-14. V drugem nizu so bile Bistričanke bližje osvojenemu nizu, vendar jim je zmanjkalo zaključko, ko niso pokazale dovolj zbranosti prav v končnici. Po vodstvu gostujoče šesterke 17-12 ter 18-14 je na sceno stopila domača najboljša igralka Mija Sagadin Pristonik. Z odličnimi začetnimi udarci je domačo zasedbo poravnala na 20-20 in 22-22. To pa je bilo tudi vse. Tudi drugi niz so dobile zmagovalke prvega, bilo je 25-22. V drugem in tretjem setu smo se sicer uspela malo boljše sestaviti, smo bile bolj z glavo pri igri. Prvi set pa, ne vem, ni uspel. V tretjem odločilnem nizu izenačenje pri 7-7. Nato so domače vodile 11-10 in 16-14, ko je dobro na mreži zaključevala Neli Rajh. Svojo vlogo pa je odigrala tudi Brina Rahle. Igralki Kovač in Šadl pa sta tehnico v zaključku niza obrnile v prid svoji ekipi za dobljen niz 25-21 in zmago v tekmi s 3-0. Kje je danes manjkalo, da niste osvojili tudi kakšnega niza? Meni se zdi, da se nam je to zgodilo pri sprejemu, pri obrambi, ker smo bistveno preveč naprej stale. Tako da, če bi mogoče to spremenile, bi bila igra lažja, so pa bile punce boljše od nas. Zato se za poraz ne sekiramo in gremo z dvignjeno glavo dolje. V dosedanjem poteku prvenstvenih obračunov so varovanke trenerja Marka Pongračiča zabeležile 3 zmage in 3 poraze. Ste v klubu zadovoljni s tem izkupičkom? Ja, smo, zato ker mislimo, da lahko komot kar daleč pridemo. Moramo še seveda se malo bolj uigrati, ampak mislim, da nam bo to kar hitro uspelo. Ekipa Radia 1 je v torek popoldne v Domu Svobode v Slovenski Bistrici prvič v živo pred občinstvom izvedla oddajo Denis Audić Show. Gre za dobrodelni radijski maraton, v katerem zbirajo sredstva za socialno ogrožene družine in posameznike. Obiskovalci so lahko od blizu videli, kako poteka vodenje radijske oddaje. Ekipa Radia 1 je obenem napovedala, da bo 28-urni dobrodelni maraton letos potekal med 22. in 23. decembrom. 4-urni dogodek v Slovenski Bistrici je minil v sproščenem vzdušju. Voditeljem so se na odru pridružili številni gostje, med njimi tudi pevec Dejan Dogaja. Ko sem te vprašal, me ljubiš, si mi zmajala z glavo. Rekla mi nisi besede, čakal za manj sem to. Sivi oblaki na nebu, jasno nebo